Zdrava in varna hrana iz našega okolja v javnih zavodih je cilj tega projekta. Zaradi tega smo nekako izbrali šole, vrtce, domove za ostarele ter bolnišnico v Pomurju, da jih za začetek animiramo in poskušamo prepričati, da začnejo spet dobavljati lokalno. Izhodišče za projekt je bila v Državnem zboru sprejeta prehranska politika, ki ob steber varne hrane in zdravega načina prehranjevanja postavlja tudi steber lokalne trajnostne oskrbe. Dejstvo je, da to, kar je danes sestavni del razprave na tej okrogli mizi, da to močno povezuje tudi ali zadeva tudi našo občino in ljudi, ki živijo v tem okolju. Ne nazadnje zato, ker so sestavni del teh kriterijev, ki so bili napravljeni ali pa analiz o zdravi prehrani, tudi Prekmurci, ki živijo na tem delu prekmurskega ozemlja. In predvsem zato, ker je vedno več tistih ljudi, ki prihaja k nam, turistov, gostov, obiskovalcev in tako naprej, ki si želijo seveda ravno tega, na eni strani zdravega okolja in seveda s tem povezane zdrave prehrane. In dejstvo je, da tu moramo iskati vsi skupaj priložnosti, ki so do zdaj verjetno premalo izkoriščene. Lokalnim ponudnikom je treba nuditi strokovno podporo za razvoj primerne organiziranosti ter jih primerno stimulirati. V projekt je bilo vloženih že veliko sredstev z raznih virov. Na regionalni razvojni agenciji jih podpiramo in smatramo, da morajo biti prioriteta, ena izmed prioritet, predvsem zaradi tega, ker zdravje neposredno tangira ljudi in vsi veste takšni, kakšni so gospodarski kazalci, so tudi demografski kazalci in nenazadnje tudi kazalci zdravstvenega stanja prebivalcev. Ponudba še vedno znatno presega povpraševanje, pri tem pa dodatno oviro oziroma najtrši oreh predstavlja zakon o javnih naročilih, ki onemogoča prijavljanje in sodelovanje manjših ponudnikov, ki so tako onemogočeni že na začetku, kljub veliki in kvalitetni ponudbi. Vsak izmed sodelujočih partnerjev v projektu je odigral pomembno vlogo. Zavod za zdravstveno varstvo je izvajal usposabljanje in izobraževanje organizatorjev prehrane in kuharjev v vrtcih in šolah po Pomurju. Cilj omenjenega izobraževanja je bil izboljšanje znanj in veščin, torej pri vpeljavi smernic zdravega prehranjevanja in pa tudi seveda za zdravo ponudbo v šolah in vrtcih. Prav tako je bil cilj dvig ozaveščenosti o oskrbi oziroma o pomenu lokalne oskrbe v javnih zavodih oziroma v organizirani prehrani otrok. Dokaj ambiciozno zastavljen projekt smo izvajali v tem letu v mreži partnerstev lokalno-razvojnih agencij, društva AIDA, Zavoda za zdravstveno varstvo in Centra za zdravje ter razvoj pod okriljem in koordinacijo regionalne razvojne agencije Mura. Sam projekt je bil pa financiran strani Agencije za regionalni razvoj. Ko smo izvedeli za ta projekt, mislim, da smo komaj resno začeli razmišljati o resničnem povezovanju ekoloških pridelovalcev. Močno se zavedamo, da brez lokalne oskrbe in prodaje za javne zavode in šole, verjetno tudi naš projekt oziroma naš center ne bi tako zaživel samo z lokalnimi tržnicami oziroma z drobnimi prodajami. Tako da zelo močno računamo z vključitvijo v lokalno oskrbo. Lokalna oskrba pomeni na eni strani oskrba, na drugi strani pa potem tudi neko povpraševanje. Torej, kdo so vaše ciljne skupine? Naše ciljne skupine so predvsem mladi v vrtcih, v šolah. Bi pa tudi rekla, da želimo delati z ciljnimi skupinami predvsem v društvih, kot so sladkorni bolniki, srčni bolniki in tako naprej, ki že zdaj pa vprašujejo po tej prehrani in se ne vejo, kam obrniti. Nenazadnje pa tudi za širšo ponudbo na tržnicah v mestnih središčih Pomurja.
Torej, kje vidite priložnosti, če se lahko vrneve na ekološko kmetijstvo, kje so priložnosti za razvoj ekološkega kmetijstva v Pomurju? Jaz vidim možnosti v združevanju ekoloških pridelovalcev, ker se zavedam, da je močnih ekoloških pridelovalcev manj, kot bi si želeli, s tem pa, da recimo pestro ponudbo ekoloških pridelkov lahko dosežemo z večjim številom vključevanja drobnih ekoloških pridelovalcev v skupno ponudbo. Tale skupna ponudba bo povezana verjetno, povezana v ekološki center, ki vemo, da se bo kmalu začel tudi funkcionalno delovati. Malo nam predstavite ekološki center. Ja, to je ta ideja. Vemo, da ti drobni posamezni ekološki pridelovalci ne zmorejo kompletne ponudbe in predstavitve na tržišču, zato smo ustanovili ekološki center Svit, ki naj bi te drobne male proizvajalce povezal skupaj, s tem, da bi nastopili z skupno ponudbo v pomurskem prostoru. Tudi danes na naši ekskurziji se je postavilo vprašanje, kje pa lahko kupimo te izdelke, kje kot posamezniki ali pa tudi skupina lahko pridemo do ekološko pridelanih izdelkov. Trenutno lahko pridemo do ekološko pridelanih izdelkov na domačijah, ki doma tržijo, na ekološki tržnici v Mariboru, Celju in v Ljubljani. Mislim pa, da v mesecu decembru pripravljamo to promocijo ekološkega centra SI, tako da bomo lahko tudi na tržnici v Murski Soboti. Najbolj pomembni rezultati na projektu, ki bi jih izpostavila, je sprememba mišljenja in percepcije, da so javna naročila kriva, da v našem okolju ne dobavljamo več lokalno. Predvsem je to naše neznanje in nepravilna priprava teh javnih naročil in znotraj projekta smo izvedli precej usposabljanj in izobraževanj na to temo, ki so počasi podrla ta tabu. In upam, da bomo na koncu leta res imeli kar nekaj primerov dobrih praks v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki bodo pokazala, da se da tudi tako pripraviti javna naročila, ki omogočajo lokalnemu dobavitelju, da se prijavi in tudi uspešno je lahko izbran na takem razpisu. Poleg tega so se pridelovalci tako integrirani sadja in zelenjave, kakor ekološki kmetje organizirali, da bodo svojo ponudbo lahko ustrezno ponudili šolam in vrtcem. Tako da imamo danes ustanovljen ekološki center Svit in pa tudi formalno podpisano pogodbo o ustanovitvi konzorcija za sadje in zelenjavo. 3 leta, odkar smo vključeni v društvo AIDA, torej pridelujemo po biodinamični metodi, ter 2 leti smo v ekološki kontroli in navedlo nas je dejansko to, da to, kar si pridelamo najprej za sebe, da to pridelamo zdravo hrano, da vemo to, kaj pridelamo, kaj jemo. Pol smo pa razmišljali povečati, glede imamo 2 hektarja obdelovalnih površin, 1 hektar od tega smo posadili šparglje. Vidim, da imate tudi pomožni objekt na svoji domačiji, a ste pripravljeni tudi glede edukacije ljudi oziroma sprejemati določene skupine od promocijskih zadev za skupine otrok, šolarjev? Ja, smo pripravljeni, celo že delamo delavnice prek društva AIDA in postavili smo si, še ni dokončano, delamo na tem, da imamo brunarico, ki lahko te tečaje pa to doma pripravljamo, prav tako za šolske otroke in za ostale skupine. Smo že pred 15-17 leti začeli z to zdravo prehrano, pa se nažalost nismo prebili. In v zadnje čase je vse večje povpraševanje po teh mokah in smo rekli tako, tudi iz tega razloga smo se odločili, da pristopimo v organizacijo ekološkega zavoda Svit, katerega sem seveda zelo vesel in
upamo, da bomo se z novim letom lahko res organizirali, redno začeli proizvajati kruhe in pa še mogoče kakšne testenine, da bo se v našem mlinu mlelo v tem starem delu popolnoma ločeno od klasičnega mletja v novem delu, da imamo tu možnosti razširitve in seveda usposobitve, koliko bo se to potrebno, koliko bo to zahtevala proizvodnja. Upam pa, da bodo ljudje se osveščili, kaj se tega tiče, prehrane, da bi čim bolj posegali po takih izdelkih. Mene samo še zanima, kaj vas je na to pot ekološke pridelave prineslo, ali pot lastnega zdravja, ali morda kakšen drugi vzorec, ki vam je na poti življenja bil dani? Pot lastnega zdravja ne toliko, koliko pot, recimo, ko sem to mlin prevzel od očeta 85. leta, je ta stroj bil tukaj. Zdaj je bilo vprašanje, ali ga zavreči, ali ga uporabljati. Jaz sem se odločil za drugo in smo se s tem trudili tudi mletje koruze, ajde in take stvari in to smo zadrževali, obdrževali, pa ga obnavljali, pa popravljali do dan danes. Zdaj, pravim, je možnost, da se razširimo, da je bila ponudba večja od popraševanja svoj čas, je pač tako bilo, s tem smo se toliko ravno ne preživljali, ampak zadrževali pač to obdelavo na ta način. Z ekološkim kmetovanjem se v naši kmetiji ukvarjamo že 5 let. Začeli smo z šparglji, danes pa po 5 letih obdelujemo 7 hektarjev površin, tudi nekaj žit ter vinograda in seveda tudi sezonske zelenjave. Začeli smo pravzaprav zaradi prepričanja, da se tudi drugače da pridelati zelenjava, da tudi brez umetnih gnojil, brez škropiv lahko pridelaš kvalitetne plodove. In jaz mislim, da nismo naredili napake nobene, da smo se pravilno odločili, kajti danes vidimo, da je povpraševanje po naših pridelkih normalno se povečalo in trend naraščanja je prisoten. Danes smo tu na vaši domačiji z projektom vklapljanja v lokalno oskrbo z ekološko prehrano. Kaj bi pa lahko na to temo dodali? Mislim, da je spodbudno, da se tudi šole odločile sodelovati pri projektu, kajti ni dovolj samo ime ekošola. Jaz mislim, da tudi ponudba v teh ekošolah bi morala biti vsaj ekološka, če ne drugače, vsaj en obrok tem otrokom ponuditi ekološki, tako da bi potem lahko res z veseljem rekli, aha, imamo pa res ekošolo. Je pa res spodbudno, da se v Pomurju to začelo razvijati. Za nas je ta lokalni trg precej velikega pomena. Mi smo se dejansko osredotočili prav na ta lokalni trg. Rekli smo, da za velike verige nismo še pripravljeni, bi pa radi, da oskrbujemo ta manjši del. In lahko rečem, da nam je zdaj zaenkrat to uspelo. Koliko od vaše skupne proizvodnje prodate v svojem okolju? V svojem okolju prodamo kar velike količine, tam do 40 tisoč litrov soka, 5-6 tisoč litrov kisa, pa tudi zelenjavo, ta paradižnik, katerega gojimo, tega je pa okrog 40 ton. Od ostale zelenjave pa imamo nekaj paprike, nekaj solate, nekaj smo imeli tudi bučk, sicer pa je to vse v manjših količinah. Kdo pa so vaši največji odjemalci v tem lokalnem okolju? Največji odjemalci za sokove so dejansko Vinotoči, Moravci hotel, Banovci, Radenci. Gostilne tudi imamo, da pridejo stranke si same domov iskat.
Paradižnik smo pa prodajali dejansko tudi nekaj moralce v hotel, sicer pa z večino se pa proda Mercatorju pa tem posrednikom. Ali trenutno sodelujete tudi s kakšnim javnim zavodom? Ne, nismo še prišli tako daleč, sicer smo začeli malo čitati te razpise, pa upam, da se bomo kje najdli, si tudi srčno želim, da bi prišli not. Ali vam kaj tudi prinese recimo ta projekt lokalne oskrbe, ki se trenutno vodi v Pomurju? Ja, seveda, smo vložili že nekaj časa, sicer nekaj tudi truda, vendar pa upam, da bo nam vsem skupaj to uspelo, ne? Da bomo pač prišli in realizirali celotni projekt. Nam lahko poveste nekaj več o samem konzorciju? Kdo je se vključen v konzorcij in kakšen je nasploh profil teh ljudi, ki so in teh poslov, ki so v ozadju konzorcija? V konzorcij je trenutno vključenih 11 članov, od tega 9 pridelovalcev in 1 zadruga in Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, kateri nam tudi stoji ob strani. Profil teh pridelovalcev je naravnan na sadjarsko in zelenjadarsko proizvodnjo. Od tega je 7 proizvajalcev naravnanih na sadjarstvo, en proizvajalec na zelenjadarstvo in tudi zadruga je v smeri zelenjadarstva. Se mogoče soočate s kakšnimi težavami oziroma kakšne so nasploh zahteve tega programa do vas kot ponudnikov? Kaj iščejo od vas? Od nas iščejo kvalitetno, svežo zelenjavo in sadje in mislim, da smo tudi tu v določeni prednosti, kajti naši pridelki so tako rekoč lahko drugo jutro na krožnikih. Zakaj? Zaradi tega, ker kmetje, sami pridelovalci, oni en dan prej pripravijo, na kar se to razvozi po teh javnih zavodih in kuhne lahko uporabljajo to svežo hrano. Sem Vera Mihalič, prihajam iz vrtca pri osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici. Delam kot vzgojiteljica in hkrati tudi sem pač zadolžena za vodjo prehrane v vrtcu. Kako ocenjujete prizadevanje v okviru prehranske politike za vzpostavitev in povečanje lokalne trajnostne oskrbe? Jaz to zelo spodbujam, sem res prijetno presenečena že tudi od takrat, od meseca junija, ko smo bili prvič povabljeni kot ustanova v hotel Aida, ko se nam je ta lokalni, to pridelovanje hrane na lokalnem nivoju oziroma tem regijske, bom rekla, tudi v našem koncu prvič predstavilo oziroma smo bili pobližje seznanjeni. Bi želeli imeti v šoli lokalno pridelano hrano? Ja, bi jo res želeli in sem danes prijetno presenečena, da je to tako v naši bližini in dejansko o tem nismo skoraj nič vedeli. Imate že lokalno oskrbo za hrano, dobivate hrano od lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave? Ja, pred leti smo imeli iz našega okolja oziroma celo iz naše občine Sveti Jurij enega pridelovalca sadja, vendar potem, ker razpisi tako zaostrili, se ta gospod več ni prijavljal na naš razpis in tako potem tistega sadja nismo tam več tudi potem nabavljali. Kaj je tale projekt zdaj dejansko prinesel k vam, vašemu vrtcu in vam osebno? Jaz mislim, da nam je prinesel veliko, ker konec leta bomo spet imeli razpis za javna naročila in se bomo poslužili teh kmetij, ki smo jih danes tu obiskali in bomo predvsem te sokove, koliko se bo pač dalo te stvari. Spoznali smo mlin, kjer bomo lahko tudi te mlevske izdelke oziroma te žitarice nabavljali, koliko se bo dalo sadja, zelenjave, sokov.